Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji 7. Udeležili smo se kongresa Evropskega združenja učiteljev gluhih in pogledali, kaj se je dogajalo v društvih po Sloveniji. Ostanite z nami. Zadnji vikend v septembru je v Kopru potekal mednarodni kongres Evropskega združenja učiteljev gluhih FEA-PDA 2013. Združenje vsaki 2 leti priredi strokovno srečanje v enem izmed mest svojih evropskih članic. Tokrat so za organizacijo poskrbeli Center za sluh in govor Portorož, Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana ter Center za sluh in govor Maribor. Glavna tema letošnjega kongresa je bila učenje in podpora gluhim najstnikom. The main goals of FEAPDA are to bring together teachers of the deaf, ordinary teachers of the deaf, working in schools and in homes with deaf children throughout Europe to meet and exchange good practice and to hear from researchers and experts in the field, but mainly to meet with each other and try and improve the education of deaf children. Za to temo smo se pa odločili zaradi tega, ker, tako bom rekla, občutek imamo, da pravzaprav obdobje najstništva je malček zanemarjeno splošno strani strokovnjakov, ne? A dejansko je pa to zelo pomembno obdobje, zelo občutljivo obdobje. Kakšno sporočilo lahko jaz dam, ali jih sprejemam, ali razumem njihove probleme, njihove vprašanja, dileme in jim poskušam odgovoriti na njihov način. Dajem tudi svobodo njihovim razmišljanjem, da prevzamejo odgovornost pri odločitvah, lahko jim podam svoje izkušnje iz mojega. First of all, you have to listen to the children and to the pupils, students. What are they thinking about their own education? What do they need? And also try to respond to their needs and wishes about the school situation. Na kongresu so potekale tudi okrogle mize in predavanja o različnih metodah in programih poučevanja. To je bila tudi priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj med različnimi državami. Naša tema je bila prihvaćenost gluhih lica i stvaranje prijateljsku atmosferu za gluhe lica. I mislim da je to suštinska tema za koju se mi trudimo da naš centar bude involviran u takve procese i da stvaramo ljudi jednakih sa ostalima. Da mogu da se socijaliziraju i da mogu naša gluha lica da dobiju onaj tretman koji zaslužuju. Pošto oni su od one karakteristike na ljudi koji mogu sve da rade, možda i više od onih bez poteškoća. Vidim pa tudi probleme gluhih staršev. Večkrat ne vidijo perspektive za svojega gluhega otroka. In potem ti mladi najstniki tudi nimajo želje potruditi, nimajo spodbude, nimajo motivacije, da bi se odločili za študij. In res, gluhih starši res težko pomagajo gluhim otrokom. In mislim, da bi bilo dobro ta sistem nekako spremeniti. Tako da bi dobili več podpore, več pomoči pri učenju, da bi lahko v prihodnosti postali
bodoči gluhi intelektualci, ki bi bili sposobni voditi različne organizacije, projekte. Če iz tega izhaja, pravi, dobi tudi vse rezultate. Najpomembnejše sporočilo slušateljem je, da se moramo vsi zavedati, da živimo v enem svetu, na eni zemlji, tako slišeči kot gluhi. In pomembno je to, da se zavedamo, da je komunikacija sila pomembna za slišeče in za gluhe in da nekako moramo imeti občutek skupnega samospoštovanja in spoštovanja drugačnih, kajti neke posplošene sodbe in neki zaključki včasih morda niso na pravem mestu. V prvi vrsti zavest, da obstajamo gluhi učitelji, ki smo enako dobri, enako pomembni pri izobraževanju gluhih. In da je izredno pomembna tudi komunikacija. Preko tega gradimo našo identiteto, zgodovino, kulturo, širimo znanja, posredujemo sporočila naprej drugim generacijam. Gluhim in njihovim učiteljem želimo čim več uspeha pri njihovem delu in iskanju poti do čim boljše izobrazbe gluhih otrok. Rek pravi, da na mladih svet stoji. Mi pa dobro vemo, da svet stoji tudi na gluhih mladih. V nedeljo 22. septembra je bilo v Črnem vrhu nad Idrijo zaključno tekmovanje v slovenski orientacijski ligi za leto 2013. Trije gluhi člani Oka Azimut, Marjana Rejec, Pavel Rejec in Vladan Vukajlović so se udeležili 8 tekem v tej sezoni. Občasno se jim je izven konkurence pridružila še Petra Šiler. Marjana Rejec se je v skupni razvrstitvi v tej sezoni uvrstila na 2. mesto med slišečimi v kategoriji ženske 21B. Med moškimi v kategoriji 21B je Pavel Rejec zasedel 4. mesto, Vladan Vukajlović pa 5. mesto. Iskrene čestitke. Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine se je v sredo 25. septembra ob mednarodnem dnevu v Novem mestu predstavilo in širšo javnost opozorilo na problematiko gluhih in naglušnih. Obiskovalci so se lahko na stojnicah ogledali in spoznali pripomočke gluhih in naglušnih, prebirali različne zloženke in novo nastali časopis Novomeški odmev. Isti dan je v Društvu gluhih in naglušnih Posavja Krško potekal dan odprtih vrat. Obiskovalcem so ponudili razstavo njihovih dejavnosti, učenje slovenskega znakovnega jezika, za katerega vsako pomlad organizirajo tečaj. Prav tako je Center možnosti iz Ljubljane predstavil različne tehnične pripomočke in slušne aparate ter njihov razvoj skozi čas. V Velenjskem društvu so organizirali predavanje o javnem nastopanju in retoriki, ki so se ga udeležili naglušni člani skupine Barbara ter ostali gluhi člani društva. Na predavanju so izvedeli, kako pripraviti govor, kaj vse mora vsebovati dober govorni nastop v javnosti in kako premagati tremo. Izvedeli so tudi osnove retorike oziroma javnega nastopanja. In še obvestilo. Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenija organizira gledališki festival gluhih, ki bo v soboto 12. oktobra na Zvezi kulturnih društev Grosuplje. Začetek je ob 16. uri. Vstop je prost. Vabljeni.
Prišli smo do konca oddaje. V našo družbo vas ponovno vabimo v petek, ko bomo objavili novice iz društvenih dejavnosti in poročali o okrogli mizi Športne zveze gluhih Slovenije ter o javni razpravi z glavnim sekretarjem Evropskega invalidskega foruma Rodolfom Catanijem na temo uveljavljanja pravic državljanov Evropske unije. Hvala za pozornost in nasvidenje.